Pozdravljeni, sem Vanja Goljar iz Ljubljane. Sem lastnica, direktorica, čistilka, trenerka in receptorka v svojem studiu z elektromišično stimulacijo X-Body Vanči. Zelo težko prenesem, da me nekdo nadzoruje, da mi nekdo določa, kaj, kdaj, kako. Rada se učim, zelo se rada učim in srkam znanje. Pravijo, da ga je treba z očmi in z ušesi. Se trudim, da ga z očmi in z ušesi. Ampak po nekaj letih službe sem ugotovila, da če hočem izživeti sebe in dati toliko, kakor imam v sebi, da bom mogla nekaj spremeniti in to, da bom jaz vodila druge, ne pa da bodo drugi vodili mene. Enostavno ne moreš sejati podjetništva na pol. Ne moreš reči, podjetnica bom do 3, od 3 naprej bom pa samo mama. Podjetnica si 24 ur na dan, vseh 7 dni v tednu. Sama sem imela eno pravilo, ki se ga držim še danes, ko sem že babica, se ga ne bi bilo več treba, ampak je, ob petkih delam do 12. Vse petke delam do 12. Ni mi težko je to nedeljo po kosilu nazaj v pisarno pa delati. Petke se pa dela do 12, greš po otroke v vrtec, v šolo, greste na kosilo, greste na morje, karkoli počnemo. In ta del je najtežje, ker kljub vsemu včasih otrok je ali slabe volje, pride puberteta, slaba ocena v šoli in najprej si rečeš, to je samo zato, ker nisem več z njim, ne. Pa ni res, ne. Otroci nas sledijo in moja 2 otroka mi oba sledita tudi v poslovnih vodah. Sem živela drugače kot moje vrstnice, ki niso bile podjetnice. Manj časa sem imela za kave s kolegicami, manj časa za opravljanje, kaj se dogaja na vasi. Jaz prihajam z vasi, ne poznam vseh Janezov pa Francelov, pa kaj Micka rekla pa naredila. Ampak to sem delala takrat, ko sem bila mlada. Takrat sem delala in danes pri svojih 56 imam čas zase in za kolegice in za upravljati in za aerobiko, za fitness, za vse. To pomeni, odpovedala se nisem ničemer, samo na moji časovni osi so nekatere stvari prišle kasneje ali pa v drugi obliki. In mami in oči sta me vzgojila tako, da najprej razmišlja glava, pa srce, potem pa šele greš pa pogledaš, kako se obnaša okolica. In jaz sem to zdravo kmečko logiko ohranila. V odnosu do sodelavcev, v odnosu do poslovnih partnerjev, podrejenih, nadrejenih, do strank, do kogarkoli, se mi zdi, da je zelo pomembno, da si najprej človek. Vsi imamo kdaj slab dan. Včasih je kakšna stranka na drugi strani telefona tako zelo nasikana, pa če ji rečeš, saj vse boste pa jutri, pa se malo nasmejiš, je odziv takoj drugačen. Če se pa ti postaviš na ta njen nivo tisti dan, je pa pol kriza na koncu. In jaz se trudim, da ne glede na to, kako je, pa v poslu pridejo težave. Pride, da grem v WC, pa se zjočam zaradi poslovnih stisk, ker ne vem, kako bom. Pa si malo make-up popraviš, pa greš, pa tajnica reče, vse v redu. Ja, itak, da je, kako bi bilo pa drugače, ne? Dejva zdaj tole pa tole. Kako je že pol s tvojo ta-malo? Preusmeriš sebi in njej in tista pozitivna klima gre po firmi in to je pomembno. Delam v gradbeništvu tudi med drugim. Moja področja so široka. Jaz sem podjetnica, tako hobotnica in ta del gradbeništva še vedno so ljudje, ki smo jim ženske popolnoma nepotrebne in neprimerne v tem poslu. Ne enkrat, večkrat se je zgodilo, da je nekdo rekel, ga lahko en od sodelavcev pokliče. Lahko, ampak informacije vam lahko dam tudi jaz. Ja, pa bi rajši enega moškega. Oziroma, da je rekel nekdo direktorju komerciale, ja, samo z uno vašo ne bom imel nobenega upravka, kva pa baba ve. Okej, tukaj kot ti, ampak nič hudega. Ne jemljem to kot nekaj slabega, ker sama, tudi moj pogled na emancipacijo je mogoče drugačen, zdaj me bodo ženske obsojale, ampak jaz mislim, da smo to emancipacijo ženske preveč vzele
zdaj bomo pa mi, pokazale. Mi moramo ostati ženske, ker če ne bomo ostale ženske, potem tudi ne bo moškega, ki bi nas razvajal, ki bi nam takole vodo prinesel, ki bi nam rekel, kar used se, pa si spoči, pa bom jaz. Pač emancipacija je tako, da se ti res ne dogaja v poslu to, kar se mi je, rečemo, ne boš ti, ker ne znaš, ker si ženska. Na tem področju moramo biti emancipirane, ne smemo pa biti vse povsod. In jaz tako rečem, žarnica je crknila, pa prav ne bom je zamenjala. Bo pa luč, toliko časa je nov, da bo en prišel, pa bo to zrihtal. Malo moramo ostati ženske. Moja največja zmaga sta 2 zdrava in srečna otroka, 4 krasni vnuki in pa moj pozitiven pogled na svet, kljub vsem izzivom, ki so mi prečkali mojo pot, poslovno, zasebno, katerokoli že. Vsako jutro 4:15 se zbudim z nasmehom in ko mi čakam, kaj mi prinaša ta nov dan.